O projektu 100 ljudi, 100 čudi smo v naših oddajah že govorili. Njegov namen je, kot verjetno dobro veste, predvsem podiranje stereotipov in preprečevanje nestrpnosti. No, k temu je pripomogel tudi mednarodni tabor, ki je združil slovenske in hrvaške otroke. Več o tem pa Tadeja Dobaj. Tadeja, dobro jutro. Dobro jutro. Kot rečeno, 5 let že nekako peljete projekt 100 ljudi, 100 čudi. Kaj dejansko vse je že bilo narejenega v zadnjih 5 letih? Se da to strniti v 2-3 stavke? Ja, ker težko, ampak princip je pa ves ta čas isti, tudi zdaj, ko smo projekt potegnili čez meje. Projekt združuje medkulturne delavnice s poudarkom na tem, da se družimo s pripadniki drugih kultur in pa natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti. No in to smo začeli 2007 in projekt se je zelo dobro prijel v našem lokalnem okolju, predvsem je bila naša predsednica tudi navdušena nad projektom in želeli smo ga torej multiplicirati, če tako rečem. In smo lansko leto uspeli na razpisu za evropska sredstva, čezmejni projekt Slovenija in Hrvaška, in smo tokrat združili blizu 40 slovenskih društev prijateljev mladine oziroma zvez prijateljev mladine na naši strani torej in na hrvaški strani 20 društev Naša djeca. 4 partnerji smo v tem projektu, vsak sicer ima v tem projektu svojo zgodbo, ki se imenuje Otroci in mladi ne priznajo meja, ampak naša zgodba pa je 100 ljudi, 100 čudi. Kako je bilo na samem taboru? Ja, na taboru so se srečali mladi, ki so bili avtorji najboljših sloganov v svojih lokalnih okoljih. Namreč ta projekt se je začel pravzaprav lani oktobra, ko smo imeli usposabljanje za mentorje. Ti so potem izpeljali zgodbe v svojih lokalnih okoljih, izbrali avtorje oziroma slogane najboljših, torej najboljše 2 slogana, in ti otroci oziroma mladostniki so se zdaj družili na taboru, ki pa je bil bolj ustvarjalne narave. Imeli smo glasbene, gledališke delavnice, socialne veščine, skratka bolj sproščeno druženje. Izlet je tudi bil, kjer smo raziskovali našo skupno dediščino. Skratka, otroci so uživali, mentorji pa tudi z svojimi delavnicami, predvsem pa smo jih želeli povezati, da se spoznajo med sabo, jezik drug od drugega. Videli smo, da so si izmenjali naslove in verjetno se bojo še kaj družili in videli. Naši gledalke in gledalci tudi vidijo filmček, ki je nastal. Otroci sami so ga dejansko pripravili na samem taboru, tako da bo tole ostalo zapisano celo za večno. Omenila si slogane, ki so jih tudi na samem taboru otroci znova predlagali in tudi sami izglasovali. Med slovenskimi slogani je bil izbran Vsi smo goli pod oblekami, med hrvaškimi pa Jaz sam človek, ti si človek, budimo zajedno ljudi. Tega niti ne gre prevesti v slovenščino, ker ni dvojine. Ne, težko jih prevajamo, ja. Včasih se rimajo in ne gre. Ste zadovoljni, na primer, z izplenom? Kakšna bo končna usoda vseh teh sloganov? Tukaj imam 62. Ja, že prejšnja leta smo slogane, enkrat smo jih recimo narisali v obliki grafitov, drugič smo posneli džingle. To bomo tudi tokrat naredili. Vsaj ta 2 najboljša bomo v enem slovenskem in enem hrvaškem mestu narisali v obliki grafitov. Naredili jih bomo tudi z eno tako glasbeno podlago, da jih bomo lahko predvajali ob različnih priložnostih. Je pa bilo še cela vrsta drugih sloganov, ki pa jih bomo tudi nekako naredili videne in slišane, ker prav škoda, nekaj je prav dobrih. Te so pač izbrali otroci, mi odrasli smo imeli kakšne druge favorite, ampak to je bila njihova zgodba in tako so se odločili. Strpnost in sprejemanje drugačnosti se začne pri najmlajših. Šole so tisti kraj, kjer največ časa preživijo. Res da ogromno mladih tudi na zvezah prijateljev mladine. Kakšno je sodelovanje s šolami? Ste zadovoljni s tem sodelovanjem? Ja, na nekaterih šolah, kjer so motivirani mentorji, recimo srednja ekonomska šola, tam so prispevali za ta mariborski del zgodbe okrog 150 sloganov, skupaj jih je bilo pa 200. Skratka, ponekod se zelo motivira, ampak potrebna je kakšna motivacija od odraslega, da mladi sodelujejo za sloganom. Na delavnicah pa običajno uživajo, še posebej, če so take, recimo letos je bila ta stripovska, zdaj ponovno imamo te delavnice in to so očitno teme, ki jih zanimajo in se radi vključijo tudi brez kakšne dodatne motivacije. Omenila sva 5 let samega projekta. Spodbujanje strpnosti, sprejemanje drugačnosti. Je napredek v teh 5 letih ali bo potrebno še teh 5 let ponavljati projekt nadaljnjih 50 let, preden se bo kaj spremenilo? Vedno je treba o teh stvareh govoriti. Po mojem mnenju, mi bi radi, da bi otrokom in mladim bilo v zavesti, da je svet različnih
boljši svet, bolj zanimiv svet, da je ne nazadnje tudi gibalo napredka in da to ponotranjijo, potem je treba pač o tem govoriti, početi neke stvari, da o tem razmišljajo in tako naprej. Teda bomo s tem projektom zgleda nadaljevali, bil je tudi zdaj čezmejno dober odziv, čeprav smo ga mislili zaokrožiti in zaključiti s tem čezmejnim sodelovanjem, pa ga bomo še širili in nič ni narobe, ker to temo je treba vedno znova in znova se je treba o tem pogovarjati. Bo postal to ne samo čezmejni, ampak evropski projekt, ja, se želite? Ja, delamo na tem, ja. Naslednja stopnja, kot rečeno, čez meje, širše meje po celotni Evropi, pa bo denar konec koncev to tudi nekaj stane v današnjem času varčevanja na vseh koncih in krajih. Vas je strah, da bi morda to povzročilo, da ni več možno izpeljati takšnih projektov in da se spet začnejo vzgajati neki stereotipi ravno zaradi tega? Ja, zdaj te teme, torej medkulturno sporazumevanje in nestrpnost in preseganje nestrpnosti, to pravzaprav mi v vseh dejavnostih, ki jih počnemo, je to nekje v ospredju. Tudi na izletih, ko pride do kakih konfliktov, vedno delujemo vzgojno in takrat reagiramo. Otroci potem razmislijo, zakaj sem tako reagiral, ni potrebno, pravzaprav nimam razloga. Skratka, to nekje je prepleteno v vseh naših projektih. Ampak evropskih sredstev je kar veliko na voljo. Samo potrebno je imeti energijo, da spišeš razpise, da se ti da vsa ta poročila pisati, ki so zelo zahtevna in naporna. Pa jaz se ne bojim, ker na vsakem koraku promoviramo sodelovanje med različnimi kulturami. Naj vam ne zmanjka energije in uspešno še naprej.